Poslušate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo, slavo. Že leta gledalcem, ki iščejo različne poti do zdravja, do bolj kvalitetnega življenja, priporočamo v precejšnjih primerih tudi, da posežejo po CBD kapljicah. Seveda smo tudi izobraževali, na kakšen način se izogniti vsem tem pastem, vsem tem trikom, ki jih marsikdo uporablja z nekimi takimi uvoženimi kapljicami. Kaj moramo vedeti, kaj je tisto, kar je seveda pomembno. A v letošnjih oziroma v preteklih mesecih se je marsikaj dogajalo na tem področju in sicer inšpektori naj bi že bili na delu in naj bi že torej vršili uredbo, da se izločijo iz prodaje CBD izvlečki. Torej, različno pa ta zakon po Evropi prakticirajo. Kakšno je trenutno stanje, kaj to prinaša, kaj pomeni za črni trg, ali se to izvaja, ker so CBD kapljice dejansko nevarne in niso varne za uživanje, ali gre zgolj za pripravo, da bo farmacija lahko prodajala svoje sintetične izvlečke. O tem bomo danes govorili, tudi kaj to pomeni za slovenske kmetije, ki so dejansko odvisne od tega prihodka. V moji družbi Bogdan Mak, lepo pozdravljen, dobrodošel. Bogdan, ti si pravzaprav pridelovalec, kaj ne da? Ja. In ti si že tudi prejel obisk. Ja, v bistvu jaz sem bil povabljen na obisk. Povabljen na obisk, okej. Kaj pravzaprav to pomeni za nekoga, ki to prideluje? Kajti to je povsem nekaj drugega, kot za nekoga, ki pač uvaža, pač neha uvažati in je to to. Se pravi, so vam dali nek čas, v katerem preusmerite svojo dejavnost ali karkoli podobnega. Kako si to predstavljajo? Zdaj, zelo težko je točno definirati, kako si kdorkoli to predstavlja. Situacija, ki je v tem trenutku, ni pozitivna za nikogar. Jaz sem bil vedno, ali pa kmetje smo bili vedno za to, da se področje uredi, ampak da moramo vedeti sistem, po katerem bi zadeve uredili. Zelo težko je, da se predložijo ene direktive, ki slonijo na zakonodaji iz leta 1964 in pa zapisniki o tem, da moramo izdelke v roku 14 dni omakniti iz prodaje. Jaz pravim, da je situacija zelo taka nedefinirana in je fajn, da počasi pridemo do nekega skupnega dogovora, na kak način bi zadevo peljali. Morda si nihče v trenutku, ko so se odločili, da bo šli v izvajanje teh pravilnikov, ni predstavljal, kaj to pomeni za slovensko gospodarstvo, ne nazadnje, ki ima nek procent odvisen tudi od nas, pridelovalcev in pa prodajalcev industrijske konoplje oziroma izdelkov iz industrijske konoplje. Ne nazadnje, 20 kmetij približno je specializiranih v tem področju. Približno 200-250 ljudi, ki je povezanih neposredno z proizvodnjo CBD-ja. 26 do 35 podjetij, ki so z tem povezane. Nekaj milijonov evrov prometa, ki smo ga ustvarili in pa prispevkov, ki smo jih plačali za naše zaposlene. Vse to je zdaj paket, o katerem se moramo pogovarjati. In neke izjave, ki se zdaj pojavljajo, take populistične, bolj z področja politike ali različnih ministrstv, jaz mislim, da niso dobre, da ustvarjajo nek strah v uporabnikih. Treba je predložiti... Strah pred tem, da ni zadeva varna v tem smislu? Točno to, ne. Zdaj mi prodajamo približno 4-5 let CBD v Sloveniji, tudi na drugih trgih, predvsem bivše Jugoslavije, in v Evropi trenutno ni dobenega uradnega zaznamka, da se je nekdo z naravno učinkovino CBD zastrupil. So zapiski o tem, da je prišlo do težav z sintetičnimi učinkovinami CBD, z naravno učinkovino CBD, pa v nekem znatnem obsegu ni dobenega podatka o tem. Doktor Perdih je tudi v oddaji Klepet ob kavi že govoril, doktor Perdija je že torej govoril o tem, kako varno ali nevarno je torej uživanje CBD-ja. Dajmo preveriti, kaj je odgovoril takrat. Kanabinoidi so zelo varni in to je treba poudariti, ne. Skratka, včasih nas celo preseneča zelo konzervativen pristop kolegov, ki imajo neke strahove.
In ugotavljamo vedno bolj, da so ti strahovi posledica neinformiranosti in negativne stigme, ki nekako obstaja. Naša želja je to, da na neki način iz naših lastnih izkušenj predamo, imamo o čem govoriti, imamo izkušnje in zaradi tega mislim, da v Sloveniji je ena klima, ampak se nas je na neki način potrebno poslušati in morda spodbuditi. Imamo pa druge klime, ki pač na nek način, na drugi način, morda neargumentirano zatrjujejo neke stvari. Tako da pač, evo, to je nekako. Bomo torej CBD še lahko kupovali legalno ali zgolj na črnem trgu? Bogdan Mak, pridelovalec, že dolga leta prideluješ CBD, ki ga tudi mi priporočamo in smo hvaležni, čeprav je dejstvo, da ga že kar nekaj časa na spletni strani in tudi v sami spletni trgovini ne smemo objavljati, ampak ja, zanimivo. Bogdan, zdaj slišali smo, pri sintetičnih se je že kdaj kaj čudnega pojavilo, pri naravnem ne. Ta zakon, ki pa naj bi se zdaj vršil, govori pa ravno o tem, da sintetičnega se bo dalo uporabljati in v kremah in povsod, naravnega pa ne. To zdaj, jaz nisem dobil še do danes nekega realnega odgovora, čeprav sem bil junija pozvan na ta obisk na zdravstveni inšpektorat, kjer so mi pač predstavili dejstva, na katera se oni naslanja, to so pač direktive Evropske unije in eksplicitno tam piše, da v kozmetiki, v naravni kozmetiki, ki smo mi želeli tudi začeti proizvajati, se lahko uporabljajo učinkovine CBD, ampak mora biti potrdilo o tem, da niso naravnega izvora. Kar pomeni, da mi zdaj smo prisiljeni v eno naravno kozmetiko vključiti neko sintetično stvar, zato da bomo zadovoljili enemu pogoju, ki nihče ne ve, kakšen je. In meni se zdi kot kmetovalcu to popolnoma skregano z logiko. Danes, ko sem se iz Maribora peljal v Ljubljano, najdem x jumbo plakatov, ki ozaveščajo javnost o domačem, o naravnem, o vsem tem. Mi pa zdaj gremo desetletja nazaj, da damo v neko naravno stvar sintetiko. Tu ne vidim dobenega smisla, dobene logike in to so nekatera vprašanja, ki nas begajo. Smiselno bi bilo, da dobimo nekaj odgovor, zakaj je temu tako. Predvsem pa nas bolj vse proizvajalce v Sloveniji zanima, kdo pa so usposobljeni kadri v naših inštitucijah, ki so podkovani strokovno s področja CBD-ja in imajo možnost ali pa sposobnost odločanja o tem, kaj je prav in kaj ne. Mi smo predložili seznam strokovnjakov, nekateri smo videli tudi v oddaji, ki so svetovno znani z področja kanabinoidov in njih nihče ni vprašal o tem, kakšno je njihovo mnenje, ki verjamem, da je dosti nepristransko oziroma strokovno in prav bi bilo, da tudi strokovnjake mogoče kdaj povprašamo o tem, kaj pa oni mislijo. Tako, mi smo danes vsekakor želeli gostiti tudi predstavnika iz Ministrstva za zdravje, ravno zaradi tega, da bi dobili te odgovore, ki jih torej predvsem kmetovalci, pridelovalci želijo slišati, da vedo, kaj bodo svojo kmetijo sploh naredili. In odgovor, ki smo ga dobili, je sicer bil v smislu tega zakona, ki dejansko to govori, ampak nekih drugih možnosti, nekega drugega odziva ali telefonska izjava ali na povabilo se žal niso odzvali in o tem niso želeli govoriti. So pa pripravili torej uradno izjavo, ki ste lahko tale trenutek videli tudi na vaših televizijskih ekranih. Dobro, torej poznam precej ljudi, ki so si v minulih mesecih kupili kakšno stekleničko več. Kaj bo to ali pa bi to kakorkoli pomenilo verjetno nek nov trend v črnem trgu oziroma črni trg se tukaj odpre. Ampak to pomeni kaj? Nekontrolirana kvaliteta, še verjetno kaj drugega? Moje osebno mnenje je, da je to slabo. Da je to lahko polom nekega trga. Zdaj, če si pogledamo, vsi mediji objavljajo ali pa objavljate, da sledi neka gospodarska kriza. In vse države, ki so izkoristile potencial konoplje v času krize, so imele gospodarsko uspešno rast.
In nesmiselno je, da Slovenija, ki je specifična na tem področju, lahko zato, ker znamo kvalitetno vzgojiti rastlino, ne sledimo trendu in obrnemo neko drugo pot. Da gremo v to, da poglobimo sodelovanje medicine, kmetijstva, gospodarstva in peljemo pot pozitivnega trenda naprej. Kaj bo zdaj to? Absolutno je v prvi vrsti pogojeno to z odpuščanjem. Ker podjetja, ki ne bodo več morala prodajati, tržiti CBD-ja, bodo morala odpustiti. Jaz sem bil ponosen kot kmet, da sem zaposlil eno osebo, ki se ukvarja z trženjem pa promocijo CBD-ja. Ta oseba je prva, ki bo pač morala zapustiti našo kmetijo, vkolikor dobimo prepoved prodaje CBD-ja. Drugo, kar pa je, pa absolutno bo zacvetel črni trg. Mi danes dobivamo ponudbe ekstrakcije CBD-ja iz Romunije, Bolgarije, ki jaz verjamem, da so kvalitetne lahko tudi, ampak dobivamo tiste, ki so pomembne za črni trg, ker je ekstrakcija narejena z petrolejem, z bencinom, z alkoholi, ki niso preverjeni. In za tem stojijo neke kemijske analize, ki to potrjujejo, da so snovi nevarne. In tega je mene strah kot proizvajalca, zato ker mi vse naše produkte dajemo na laboratorijske analize, želimo vedeti, kaj je noter, da je to varno za uporabo. Na drugi strani pa zakonodajna veja oblasti spodbuja to, ker ravno to se bo zgodilo, da bo črni trg zacvetel. Cene bojo poskočile, slovenski predelovalci pa od tega ne bomo mogli preživeti, zato ker ne bomo imeli odkupa, ki je za nas bistvenega pomena, da lahko širimo razvoj naših kmetij v tej smeri. Zanimiva situacija, vsekakor. Tudi Božidar Radišič je v naši oddaji govoril o tem, kakšna je ta razlika med sintetičnim in pa seveda naravnim CBD-jem oziroma konopljo. Dajmo preveriti. So izkušnje, tudi klinične izkušnje, da izolirani ali sintetizirani čisti CBD ali čisti THC dosti krat naredi dosti več škode kot koristi. Jaz to primerjam tako, če je teran, recimo zdravo vino, DC2, DC terana, jaz dvomim, da bi bili vi zadovoljni, če bi vam izoliral ven alkohol, pa mlečno kislino, pa vam to ponudil kot recimo teran, ker bi bilo neužitno. To je nekaj podobnega in bolj, ko je stvar naravna, boljši je učinek. Bolj kot je stvar naravna, boljši je učinek. Dejansko pa je ogroženo ravno to, uporaba nečesa, kar je naravno. Pravzaprav, če pogledamo oziroma če sama naredim 3 korake nazaj ali pa 5 korakov nazaj, govorimo o rastlini. O rastlini, s katero je celo Jezus zdravil, mislim, neverjetno, govorimo o rastlini, medtem ko je alkohol tako zelo razširjen in povzroča tako veliko gorja v družinah, v odnosih, smrti, zastrupitev. Mi pa govorimo o rastlini. Ja, to zdaj ljudje je najbolj smiselno, da sami presodijo, pa si ustvarijo svojo sliko, o čem se pogovarjamo oziroma kaj govorimo. Meni je zanimiv podatek, da Svetovna zdravstvena organizacija, ki velja za zelo zaprto organizacijo, kjer so težki neki premiki, je CBD izvzela iz seznama nekih psihoaktivnih snovi, kar se meni zdi neverjeten dosežek in ne vem, zakaj zdaj Evropska unija oziroma evropska zakonodaja sledi neki svoji smeri, krovna organizacija, Svetovna zdravstvena organizacija pa CBD izvzela iz seznama nevarnih psihoaktivnih snovi, zaradi katerih nas je zdaj postalo na nek način strah, ne vem pa, kaj je bilo pretekla leta, ker smo pa vedno še to prodajali. Takole, govorili smo tudi Slovencem, ki se ukvarja s prehranskimi dopolnili po celi Evropi in takole nam je zaupal. Kaj pa se dogaja recimo drugje po drugih evropskih državah, kaj se recimo dogaja v Angliji? Živjo, lepo zdrav. Situacija okoli CBD-ja in vseh produktov, ki se prodajajo v tujini, je takšna, da glede na to, da je Novel Food stopil v veljavo pred kratkim za CBD in izdelke povezane z njim, je nastopila na evropskem trgu manjša blokada, zdaj zavisi od države do države, kako so lokalne inšpektorati postopali v teh primerih. Pri nas, bom rekel, so zadevo dosti resno vzeli, čeprav je zadeva mogoče že malo predaleč, se pravi produkti na trgu se že dlje časa prodajajo, jih je kar nekaj, tako da vprašanje je, kako bojo to ustavili.
Je pa situacija v tujini, recimo v Veliki Britaniji ali pa na Danskem, zelo, bom rekel, malce drugačna, ker pravi vsi, bom rekel, večji brendi se še naprej prodajajo normalno, tudi oglašujejo po komercialnih televizijah, prodajajo po pač verigah največjih, recimo v Veliki Britaniji. Tako da zadeva, bom rekel, vlak se prehiter naprej pelje, da bi se zadeva dala ustaviti v tem trenutku. Zdaj, okrog novel fooda je pa pač zadeva taka, da se skupaj je od zadnji mal farmacevtski lobby zadeve pač ustavil, ker si pač hoče vzeti svoj kos pogače. Tako da zdaj se bo zadeva samo na nek način, bom rekel, uredila v tem primeru, da bojo oni lahko prodajali pod svojimi produkti določen del CBD izdelkov, kar bo pa kot prehransko dopolnilo, bo pa do določenega procenta. Tako da to je zdaj pač samo vprašanje, da se dokaže, da je CBD zdrav za uporabo, kot je že bil zadnjih par desetletij. Hvala za vaše mnenje. Ja, hvala za vaše mnenje. Vsak ima svoje mnenje, vsak ima svoj pogled. Kaj je res in kaj se bo zgodilo, pa pravzaprav noben ne ve, ne? V tem trenutku je zelo težko reči, kaj se bo zgodilo. Jaz sem zagovornik tega, da se pogovarjamo. Ne moremo ničesar prepovedati, zaradi tega, ker s tem ogrožimo preveč življenj, preživetja nekaterih kmetij. Jaz pravim, da tudi če se odločimo danes, da se izdelek, ki ga proizvajamo, umakne iz trga, mi rabimo neko prehodno obdobje, v katerem lahko prestrukturiramo kmetije. Mi imamo danes oziroma smo zdaj poželi pridelek za naslednje leto, leto in pol. Na podlagi kalkulacij prejšnjih let smo ga toliko več pridelali glede na potrebe po povpraševanju trga. In mi danes ne moremo reči, zdaj pa se bomo mi začeli ukvarjati z vinogradništvom ali pa z koruzo ali z ne vem čem. In konoplja je potencial in jaz ne vidim smiselnosti, da gremo v neki drugi smeri. Zaradi tega, ker jaz sem že večkrat povedal, gospodarstvo in kmetijstvo samo sebe vstreli v koleno, vkolikor prepove potencialno rastlino, pa vztraja na nekih drugih, ki vidimo, da nimajo prihodnosti, kot so koruza ali pa kaj podobnega. Kakšen je B-plan? B-plan naše kmetije je prestrukturiranje, fokusiranje na turizem, ker v tem vidimo neko potencialno možnost še, definitivno pa bo boleč. Jaz sem pred 5 leti šel iz gospodarstva v kmetijstvo z razlogom, da sem v stiku z naravo, da ustvarjam, da delam, da čutim to, kaj počnem in da sem hvaležen za to, kar nam narava daje. In danes imam občutek, da je nekdo nad tem, da si zakonodajna veja oblasti, ministrstva različna, jemljajo pravico, da so Bog. In rečejo, ta rastlina je naša. Ne, ni vaša. Od nas vseh je. In pravico imamo, da jo mi izkoriščamo v smeri, ki nam je dana. Ne delamo ne vem kakšnih zadev, ki bi lahko ogrožali življenje, ker potem bi to že bilo vidno oziroma bi se to opazilo. In ko danes govorimo o nevarnosti CBD-ja, je zelo smešno, ko pa na drugi strani spremljamo G5 omrežja telefonska, in vidimo že zdaj rezultate, ki so slabi, ki so pomori živali in vsega tega se dogajali, pa politika in vsi ostali vztrajajo, da se ta omrežja razvijajo. Izdelek je tukaj, iz naravne učinkovine, iz rastline pridobljen, ga pa brez dokazov umikamo s trga in ga forsiramo, da se ne razvije. Večina ljudi ne vidi ozadja, ki je, ampak jaz mislim, da ozadje, ki je, bo izdelek prišel v neki omejeni, okrnjeni obliki na prodajne police čez leto, dve. Moje osebno mnenje. Ampak jaz mislim, da je nesmiselno, da v tej poti vztrajamo, da se vsedemo vsi skupaj in najdemo neko srednjo pot, ki bo najbolj optimalna za vse. In smo lahko lep primer v Evropi, kako se lahko zakonodajna veja oblasti, pridelovalci in pa gospodarstvo med sabo povežejo in najdejo neko skupne točke, da gremo naprej. Zato, ker ogromno podjetij je v Sloveniji, ki CBD proizvajajo in so prestižne nagrade za to dobili, tudi zaradi kmetijstva, ki je vzgojilo kvaliteten izdelek, kvalitetno rastlino in so ta podjetja dobila neke nagrade za te izdelke, prestižne in ponosni bi mogli biti na njih, ne pa da jih zatiramo. Hvala za vse te besede in iz tvojih ust
prava ušesa. Upajmo. Ja, Božja, ne vem, če bo pomagal, ampak prava mora pomagati, ne? Takole, vsekakor bomo poročali o tem, kaj se dejansko dogaja. V oddaji Klepet ob kavi smo posneli nešteto oddaj, ki se navezujejo ravno na uporabo CBD-ja. Povezava z osteoporozo, povezava z demenco, povezava z takem in drugačnimi problemi, kot so nespečnost, kot so revmatoidni artritisi in podobno. Kakšne so bile raziskave, kaj pravijo zdravniki sami? To si lahko pogledate na YouTube kanalu Klepet ob kavi. Zgolj vpišete mogoče CBD Klepet ob kavi in boste dejansko dobili kar nekaj zadetkov. Pa ne samo to, tudi uporabili smo sicer konoplje v različnih oblikah, pripravljali čaj, moko, skratka vse take in drugačne stvari. Izvedeli boste tudi, koliko CBD kapljic, kaj, zakaj, na kakšen način. Če pa si boste tudi sami priskrbeli kakšno stekleničko na zalogo, to pa seveda je odvisno od vas. Skratka, tukaj smo, da vam posredujemo informacije in če imate še kakšno vprašanje, 02 6200 230. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. 25. novembra vabljeni na delavnico naravne kozmetike, kjer si boste lahko kar nekaj izdelkov izdelali sami in se jih naučili izdelati morda za prihajajoče praznike kot darilce za druge. 26. novembra tisti, ki nosijo očala, zagotovo ne bodo zamudili delavnice z Marijo Ano Kolman. Pokazala bo vaje za boljše videnje brez očal in tehniko odpiranja tretjega očesa. Vabljeni! V petek 6.12. vabljeni na brezplačen večer hvaležnosti. Tradicionalno ga pripravimo vsako leto in tudi letos vabljeni. Veliko nagrad, koristnih in zanimivih informacij lahko pričakujete. V četrtek 12.12. na polno luno vabljeni na zvočno kopel za globoko celično sprostitev s terapevtskimi instrumenti, gongi, kristalne vilice, posode in še marsikaj drugega. Vabljeni torej na zvočno kopel. Več informacij pa na www.klepetobkavi.si ali pa kar na 02 6200 230. A ja, pa na vse dogodke se je treba seveda prej prijaviti. Veselimo se druženja z vami, da se ne gledamo sam prek ekranov.